Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda današnje seje. Predlog okvirnega programa dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2024. Predlog okvirnega programa je objavljen v gradivu številka 8. Predlagatelj je župan oziroma zanj podžupan. Poročevalci pa Kristina Zabavnik, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Katarina Vegal, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in Aleš Korjanc. Kristina, izvoli. Hvala za besedo. To je pač standardna točka. Vsako leto na podlagi 62. člena poslovnika pozovemo vse pristojne, da podajo predloge za pripravo programa dela in na podlagi tega je okvirni program razdeljen na spomladansko in jesensko zasedanje ter organ delovno telo oziroma oddelek občinske uprave, ki pripravi končno besedilo. Vsebuje pa tudi okvirni terminski plan, ki se seveda po potrebi spreminja, dopolnjuje, tako da to je to. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ne. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme okvirni program dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za 26, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. S tem pa tudi današnja seja. Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje na letošnjih mojih 3 sejah. V imenu župana se tudi zahvaljujem, tako da hvala lepa vsem, lepe praznike, srečno novo leto, pa če se ne vidimo prej po novem letu. Srečno. Hvala lepa. Ja, daj bi pa še Dragico do konca dal v eter, da se vam še Dragica zaželi. Spoštovane svetnice in svetniki, iskreno se opravičujem za mojo napako prej. Rada bi vam zaželela lepe božične praznike, naj prineso v vaše domove srečo, mir in božji blagoslov. Lista Mateja Slaparja pa vam v novem letu želi tudi veliko strpnosti, veliko prijaznosti, ljubezni, veliko miru in pa seveda največ zdravja. Ostanimo zdravi, srečni in srečno v leto 2024. Pa še enkrat opravičujem se za prej. Hvala vam.